gospe in gospodje. Zelo sem bil pozoren na to, da sta gospod Načkov in gospod dekan poudarila pomen tradicije. Ta beseda je bila v pripravi tako imenovane Jeruzalemske Biblije za naše slovenske potrebe zares v središču. Ampak, ko to izpostavim, bi takoj želel omeniti, da tradicija velja za obdobje približno recimo 3000 let, kar zadeva tekstno kritiko, hkrati pa tudi za tako imenovano antropološko, teološko, filozofsko, sociološko interpretacijo Svetega pisma. To dvoje gre skupaj. Sveda, Svetega pisma ni brez besedila. Svetopismo je nastajalo v hebrejščini, kasneje še v aramejščini, potem je bilo prevedeno v 3. stoletju pred Kristusom grščino, Stara zaveza. V Kristusovem času, s Kristusom dogodkov nastane Nova zaveza, v 4. stoletju nastane prevod celotnega Svetega pisma v latinščino v izvedbi za ljudstvo, zato Vulgata, in deluje neverjetno močno na celotno evropsko kulturo. V zvezi s temi teksti, raznimi drugimi prevodi, recimo sirski in tako dalje, aramejski, targumi, je nastalo tradicija tekstov in vsak modern prevod, ki želi biti strokoven, mora upoštevati tradicijo tekstov. Zato je vsak prevod izredno zahtevno podjetje, ker je treba vse te glavne tekste poznati. Težko si predstavljamo, da bi ena sama oseba zmogla vse to, zato je vedno večja ekipa, ki se loti tega dela. Že sam prevod je zelo zahteven, če pa se ekipa dogovori, da izda standardni prevod z uvodi, opombami in raznimi dodatki, potem je zahtevnost toliko večja, ker je vzporedno s besedilom treba upoštevati celotno tradicijo interpretacije. Poštenost do stroke to zahteva in seveda zavezanost resnici. Ko smo mi, ki smo opravili glavnino tega dela, začeli s projektom novega prevoda leta 80, smo bili vajenci, 96. leta je išel standardni prevod, no in takrat se mi je zdelo nekako takole, kot je zapisano v zelo znanem komentarju k psalmom zelo znanega nemškega eksegeta iz začetka 20. stoletja Hermana Wunkla. Bin ich zu Ende, so beginne ich. Tisti stavek mi je ostal vedno globoko spominu. Gre za enega najbolj znanih komentatorjev 20. stoletja in ko je končal komentar knjige Psalmov, je napisal ta stavek kot moto. Ko sem na koncu, šele začnem. Dejansko smo iz 96. leta začutili, da smo na začetku, s tem, ko smo končali projekt. In v tej zavesti smo pustili besedilo ljudski presoji. Nastala je komisija za pripravo bogoslužnih knjig, predvsem za psalme, tudi številne druge tekste, prišlo je do različnih predlogov. In glede na to, da imajo naši sosedje, tudi Hrvatje, Jeruzalemsko Biblijo v obtoku, mi pa tega nismo imeli, je vzporedno z potrebo po preverjanju besedila in tudi glede na potrebo po čim bolj vsebinski
opombah zrasla ideja, da bi mi izdali slovensko verzijo Jeruzalemske Biblije. Tako je do tega prišlo. No, namen je bil, da začnemo tam, kjer smo končali, 96. leta. To ne pomeni, da smo čisto na začetku, pa vendar le na nek način na začetku, ker moramo vse preveriti glede na tradicijo.